Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste si vzeli čas in boste prisluhnili našemu majskemu predavanju pri historičnem seminarju. Danes bomo spoznali razgibano zgodovino knjižnice družine Auersperg, ki je bila nekoč del knežjega dvorca. Njen začetnik pa je bil Wolf Engelbert Auersperg. Bogata zbirka knjig in rokopisov je bila in je še za slovenski prostor velikega pomena. Nažalost pa je velikonočni potres leta 1895 tako zelo poškodoval stavbo, da so morali Auerspergi knjižnico preseliti v Lozenstein-Leiten v Avstriji. Stavbo pa je bilo treba podreti. Poslanstvo Auerspergove knjižnice danes nadaljuje Narodna in univerzitetna knjižnica, ki stoji na istem mestu. Pestra zgodovina prve polovice 20. stoletja je sokriva za to, da so pozneje Auerspergi knjižnico iz Avstrije izvozili v Urugvaj. Pozneje, v 80. letih 20. stoletja, pa je bila knjižnica razprodana na dražbah v Londonu. Ker so bili tudi knjižnični katalogi in inventarji knjižnice po večini založeni, je knjižnica predstavljala veliko raziskovalno uganko. Na srečo pa je po letu 2017 prišlo pri raziskovanju Auerspergove knjižnice do kar velikega preobrata, za katerega je najbolj zaslužen ravno naš današnji predavatelj Luka Ručigaj. Zato smo zelo veseli, da ga imamo danes v naši sredi. Luka Ručigaja, zgodovina družine Auersperg, knežjega dvorca in tudi same knjižnice, tako rekoč navdušuje že vse od začetka študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je študiral zgodovino in umetnostno zgodovino. Sedaj pa svojo raziskavo nadaljuje na Dunajski univerzi v okviru doktorskega študija, kjer proučuje vlogo Wolfa Engelberta Auersperga kot mecena raznolikih umetnosti na obrobju Habsburške monarhije. Zanima pa ga tudi njegova široko razpredena mreža stikov širom Evrope. Pri svojem delu se osredotoča predvsem na arhivske vire družinskega arhiva Auersperg, ki jih zelo dobro pozna, kar bo zelo dobro razvidno tudi iz njegovega današnjega predavanja, katerega naslov se glasi Knjižnica grofa Wolfa Engelberta Auersperga v nekdanjem knežjem dvorcu v Ljubljani. Izvolite. Hvala. Pozdravljeni. Današnja predstavitev knjižnice Wolfa Engelberta, grofa Auersperga, nastala kot del raziskovalnega projekta o Wolfu Engelbertu in njegovi podpori vsem umetnostim, ki sem ga začel leta 2017 na Dunaju. Knjižnica Wolfa Engelberta, kot je poimenovana v katalogih, ali kasneje knežja Auerspergova fideikommisna knjižnica v Ljubljani, je po svojem tipu zasebna aristokratska knjižnica, tipična za plemiče v nemškem prostoru, ki sta jo zbrala predvsem Wolf Engelbert in njegov najmlajši brat Janez Weikart v 17. stoletju. V današnji predstavitvi bo zgodovina knjižnice predstavljena predvsem na podlagi bolj ali manj znanih dokumentov, ki so danes ohranjeni na Dunaju. Knjižna zbirka iz nekdanjega knežjega dvorca v Ljubljani je dokumentirana izključno v bolj ali manj ego-arhivskih dokumentih. Danes je ohranjenih 6 originalnih katalogov. O obsegu nekdanje zbirke govorijo tudi kratki zapisi, na primer zapuščinski inventar Janeza Weikarta. Ohranili so se različni seznami, kot je na primer Verzeichnis iz leta 1800, dokumenti iz spomeniškega varstva na Dunaju povezani z izvozom knjižnice, prodajna kataloga in mikrofilm, ki ga je izdelal Sotheby leta 1982, ki dokumentira prodajo knjižne zbirke. Ohranili so se računi, ki vključujejo izdatke o prenovi knjižnice in različne seznami letno kupljenih knjig. Različne notice o izposoji konkretnih knjig o njihovem kroženju, ki govorijo o porabi baročne knjižnice, so ohranjene predvsem za leta med 1670 in 1701. In nazadnje, ohranjene so knjige, ki se danes nahajajo v različnih javnih in privatnih zbirkah, največ pa jih je zbranih v Haushofenschatzarchivu na Dunaju.
Knjižnica Wolfa Engelberta je omenjena že v slavi Vojvodine Kranjske v sklopu opisa knežjega dvorca. Raziskave in literatura v knjižnici Wolfa Engelberta pa izvirajo predvsem od sredine 19. stoletja naprej. Avtor prvih akademskih raziskav v knjižnici Peter Radič je objavil njegov prvi članek na to temo Die Carlos von Auerspergsche Hausbibliothek v letu 1863. Sledilo mu je več besedil povezanih knjižnico, ki jih je Radič redno objavljal vse do leta 1883. Manjkajoče informacije ali ponavljanje prispevkov Radiča so zaznamovale znanstvene tekste vse do prodaje knjižnice v 80. letih 20. stoletja in še naprej. Ker je bila knjižnica premeščena v Urugvaj, so jo avstrijski zgodovinarji v svojih pregledih kulturne podobe 17. stoletja nasplošno izpustili. Dražbi knjižnice, ki so izvedli pri Sothebyju leta 1982 in 1983, so sprožili nov val zanimanja med raziskovalci te teme. Tako je Branko Rajs objavil najbolj popolno in podrobno stanje raziskav in povezanih objavljenih besedil o knjižnici Wolfa Engelberta. Tudi Martin Bichler je v svojem članku Die treffliche Bibliothek der Fürsten von Auersperg in Laibach povzel različna besedila Radiča ter postavil knjižnico v evropski kontekst in objavil seznam zvezkov iz The British Library in Herzog August Bibliothek. Lisa Fagin Davis se v svojem članku iz leta 2000 in slovenskem prevodu tega članka, obogatenega s prispevki Nataše Golob iz leta 1999, osredotoča na rokopise iz Auerspergove zbirke, ki so zdaj v ZDA. Knjižno zbirko omenja tudi Michael Preinfalk v svoji monografiji družine Auersperg. Matija Žargi je ponovno odkril inventar iz leta 1762 in svoje ugotovitve skupaj s temeljito raziskavo o knjižnem dvorcu objavil v okviru razstave o baroku na Kranjskem v 17. stoletju. Stanislav Južnič je napisal več člankov o temah povezanih s knjižnico Auerspergov. Za opričevanje teme je zelo pomembna dizertacija Monike Deželak-Trojer o Janezu Ludwigu Schönlebnu, posebno pa še njen podoktorski raziskovalni projekt Jezuitske gledališke igre, v katerem je objavila izsledke in odkrila več gledaliških iger iz fonda knjižnice Wolfa Engelberta, ki predstavljajo edinstven korpus baročne literature 17. stoletja, ki je ohranjena do danes. Ključnega pomena je prav tako delo Anje Dular o ljubljanskem knjigotrštvu in knjigovezih, ker se knjižnica Wolfa Engelberta pogosto omenja v različnih kontekstih. Knjižnico ali z njo povezano gradivo omenjajo tudi številni drugi raziskovalci. V eni najpomembnejših publikacij je Luka Vidmar v pregledu zgodovinske knjižnice v Slovenskem v strnjenem pogledu povzel vso relevantno in novejšo literaturo. Na kratko o ustanovitelju knjižnice. Wolf Engelbert se je rodil leta 1610 v Žužemberku. Leta 1630 je cesar Ferdinand, drugi baron iz Auersperga, pozdignil grofe. Wolf Engelbert se je izobraževal pri jezuitih v Ljubljani in Gracu, z njimi je v celotnem življenju ohranil močno povezanost. Po vrnitvi s kavalirskega potovanja iz Nemčije in Italije se je Wolf Engelbert spenjal po različnih deželnih službah, dokler ni leta 1649 postal kranjski deželni glavar. Po dolgi bolezni je umrl v Ljubljani leta 1673. V poroki, ki jo je Wolf Engelbert napisal leta 1654, je za svojega univerzalnega dediča določil brata Janeza Vajkarda. Ta se je rodil leta 1615 v Žužemberku. V 30 letih 17. stoletja je pristal na Dunaju, kjer je opravljal številna diplomatska poslanstva, dokler mu ni cesar januarja 1654 zaupal vzgoje prestolonaslednika Ferdinanda IV. Po Ferdinandovi smrti je Janez Vajkard prejel knežji naziv in naprej igral pomembno politično vlogo na Dunaju, vse do decembra 1669, ko je bil od tam izgnan. Nekaj dni pred smrtjo, leta 1677, je Janez Vajkard svoje gospodstvo zaščitil s fideikommisom, ki je ohranjal njegovo premoženje vse do marca leta 1938. Knjižnica Wolfa Engelberta Auersperga se je nahajala v mestni palači imenovani Knežji dvorec. Knežji dvorec, ki ga je leta 1895 porušil potres, je bil Wolf Engelbertov najpomembnejši gradbeni projekt. Gradnja dvorca je trajala postopoma med leti 1623 in 70 leti 17. stoletja. Dvonadstropna zunanjšina dvorca je bila razmeroma enostavna. Glavna fasada, poudarjena z osrednjim rizalitom, je gledala na Gosposko ulico. S stranskima kriloma je dvorec segal vse do mestnega obzidja. Notranje dvorišče pa je bilo na 3 straneh obdano z arhadnimi hodniki. Četrto, zahodno dvonadstropno krilo, naslonjeno na notranji pas mestnega obzidja, je bilo v pritličju in v prvem nadstropju brez arkad.
Na sredini tega krila se je že od začetka nahajal dvoosni stebrični odprt hodnik, ki je imel najbrž razgibano streho. Reprezentativni vrt Auerspergovega knežjega dvorca je bil urejen med zahodnim traktom in delom mestnega obzidja. Na mestno obzidje se je nahajal tudi odprt arkadni hodnik, ki je segal vse do nemških vrat. Skozi zgodovino sta se oblikovanje in namen knjižnih prostorov močno spreminjala. Sprva so arhitekturni spisi pogosto sledili Vitruvijevim načelom s poudarkom na praktičnosti, kot je uporaba svetlobe in zraka v boju proti zajedalcem in vlagi. V obdobju baroka so se knjižnice razvile v podolgovate prostore z ravnim ali obokanim stropom in okni na eni ali obeh straneh. Arhitekturni traktati pa so se zavzemali za vključitev redkih knjig, znanstvenih inštrumentov z zemljevidom, kipov, otničnih pesnikov v knjižnice. Okras so tako predstavljale predvsem knjige na policah in različni znanstveni inštrumenti, kar je odražalo namen prostora. Sosednji ogrevani prostori pa so služili kot čitalnice. Ogrevani knjižnični prostori so v času baroka zaradi požarne nevarnosti redki. Knjižnica Wolfa Engelberta se je nahajala v prvem nadstropju zadnjega zahodnega krila palače med dvignjenim vrtom in arkadnim dvoriščem. Prvotne lokacije, kjer so bile knjige shranjene, ni mogoče določiti z gotovostjo, vendar bi se lahko že od začetka v letu 1642 nahajale na prvotni lokaciji. Vsaj od leta 1668 dalje je bila knjižnica nameščena v dveh sobah. Prva, daljša od morebitnih dveh sob, je imela kvadratno površino okrog 74 kvadratnih metrov, druga pa okrog 47. Bili sta povezani s prehodom. Tik o knjižnici se je nahajal kabinet, ki ga je opisal Valvazor, napolnjen z redkimi dragocenimi predmeti in imenitnimi posodami. Naravna svetloba je knjižnico razsvetljevala z več oken. 5 oken je bilo nameščenih na vzhodni strani in so gledala na notranje arkadno dvorišče. Na zahodni strani, ki je gledala na dvignjen vrt, pa so bila prvotno najbrž 3-kletna ali polkletna okna. Poleg prvotnega vhoda v knjižnico skozi prostore palače je bil dostop mogoč tudi prek dvignjenega vrta in s tem tudi prek nemških vrat. Skladno z obema katalogizacijama v letih 1655 in 1668 je potekala tudi prenova knjižnice in pripadajočega kabineta. Knjige so bile, kot je običajno za knjižnice tega časa, pokončno nameščene na lesenih policah. Od leta 1772 so prostore knjižnice ogrevali z 2 pečema, kot je zapisano v računu kiparja Friedricha Rennerja. Knjižnica je bila opremljena z mizami, stoli, ogledalom in nekaterimi umetniškimi deli. Wolf Engelbert in Janez Weikart sta knjige hranila v knežjem dvorcu, glede na to lahko sklepamo, da je palača predstavljala njuno stalno bivališče. V inventarju, narejenem po smrti Janeza Weikarta, kneza Auersperga, so knjige suna ljubljanske rezidence namreč redko opisane. Prvi, daljši prostor od obeh sob je bil že pred ali okoli leta 1774 preurejen v 3 manjše sobe. Glavni razlog za naslednjo večjo prenovo v letu 1860 je bil odprti hodnik nad knjižnico v drugem nadstropju. Zaradi dežja in puščanja tal so bili prostori knjižnice pesnivi. Knjižnične sobe 1, 2 in arhiv, ki so se nahajale druga ob drugi, so bile deležne drastične prenove. Seznam gradbenih del, ki so bila končana do junija 1860, opisuje, da so prenovili prostore in zaprli baročne prehode, tako da je bil dostop do knjižnice mogoč le skozi vrtni vhod. Galerijo nad knjižnico, ki je preostala odprta, pa so zazidali. Primerjava razdelitev kataloga iz leta 1668, ki je predstavljal osnovo za vse poznejše inventarje, in fotografij iz 19. stoletja lahko pripelje do sklepa, da je postavitev na fotografijah nekako sledila prvotni baročni postavitvi, ki je knjige najprej razvrščala glede na temo zvezka, nato pa glede na velikost zvezkov. Po končani prenovi in ureditvi v 19. stoletju so v prvi dvorani pokazali v vitrinah najdragocenejše rokopise, redke tiske, portrete, arhivalije in pečate Auerspergov. V okviru baročne knjižnice naj bi tako nastal rodbinski muzej. Najstarejše jedro knjižnice predstavljajo knjige, ki najbrž izvirajo iz knjižne zbirke gradu Torjak. Med njimi so bili verjetno protestantski spisi. Te zvezke je Wolf Engelbert podedoval od svojega očeta Dietricha.
Wolf Engelbert in njegov brat Janez Weikart sta že v 30. letih 17. stoletja začela pridobivati knjige med študijskimi leti in izobraževalnimi potovanji po evropskih mestih in sta svojo knjižno zbirko širila do konca 70. let 17. stoletja. Wolf Engelbert je največ nakupov knjig opravil prek ljubljanskih knjigovezov Janeza Jakoba Webra, Jurija Siksta Šafrija in Janeza Helma, ki jim je letno plačeval okrog 200 guldov. Knjige je, kot je razvidno iz računov za prevoz blaga, kupoval tudi v Benetkah in v času svojih potovanj. Spomladi leta 1671 je Wolf Engelbert kot eden izmed članov Geheimrata sodeloval pri kazenskem procesu in kasnejših usmrtitvah z rimsko-frankopanske zarote v Wiener Neustadtu. Na Dunaju je takrat pri podjetju Jean Blou und Alexander Hartung kupil več knjig. Te in druge je dal zvezati dunajskemu knjigovezu Filipu Fritu, ki je tam dokumentiran od leta 1667. Med 11 zvezanimi knjigami je bila tudi v 2 delih zvezana novo izdana knjiga Petra Lambeka o Dunajski cesarski knjižnici. Skozi predstavitev boste lahko sledili naslednjemu izvodu Martina Zeilerja, Neue Beschreibung des Burgundisches und Niederländisches Kreises, kot je navedena v različnih računih, inventarjih in katalogih. Različni računi in katalogi jasno kažejo, da je knjižna zbirka v razponu približno 30 let postopno naraščala. Prav tako je iz računov jasno, da je Wolf Engelbert kupoval knjige tiskane predvsem v 17. stoletju. Nekateri zvezki pa izvirajo že iz obstoječih številnih lokalnih kranjskih zbirk. Wolf Engelbert je tako na primer pred letom 1658 pridobil nemške Ovidijeve metamorfoze, ki izvirajo od Matijasa Šlibnika. Šlibnik je namreč leta 1621 v knjigo opisal svoj Ex Libris. Neznani bralec je v tem izvodu opozoril na alternativno razlago Fetonovega mita, ki je privedla do sončnega mrka. Fetonov mit je bil upodobljen na stropu palače. O pomanjkanju drugih informacij so katalogi tisti, ki pripovedujejo zgodbo o razvoju knjižnice. Tradicija razvrščanja knjig in njihovega navajanja v knjižničnih katalogih je bralcu služila kot pripomoček pri iskanju knjig. Poleg tega pa je razvrščanje podobnih tem v enem tematskem razdelku nudilo informacije o primerljivih zvezkih, ki so obstali v knjižni zbirki. Najstarejši katalog izvira izpred leta 1655. Njegov nastanek bi bilo mogoče umestiti nekje med leti 1638 in 1649. Vezan je v mehki pergamentni ovitek, ki izvira iz komentiranega Gratijanovega dekreta. Katalog ima približno 680 opisov, razdeljen pa je na 13 tematskih sklopov. Neznani knjižničar je predmete razvrstil po abecedi. Kot je razvidno iz kataloga, so vse discipline enakovredne, brez delitve. Prvi univerzalni seznam vseh knjig, Biblioteka Universalis Konrada Gesserja, pri razvrščanju knjig uporablja podobne delitvene prakse. V katalogu izpred leta 1655 se pod tematskim sklopom historiči namreč nahajajo knjige z zgodovinsko tematiko, od antike do sodobnih avtorjev, ki spremljajo potopisno literaturo, ki je popisana v istem poglavju. Ta katalog ne vsebuje orodij, ki bi pomagala pri iskanju knjig, prav tako ne navaja letnic ali kraja tiska, zato je bolj podoben inventarnemu seznamu kot sodobnemu knjižničnemu katalogu. Janez Ludvik Schonleben kmalu po nastopu službe dekana ljubljanske stolnice v leta 1655 začel urejati knjižnico. V svoji latinski genealogiji je Wolfa Engelberta označil za svojega zaščitnika in zavetnika. Njegovo raziskovanje rodoslovja je sovpadalo s popisom knjižnice, ki je trajal do 20. novembra leta 1657. Ker je knjižnični fond narasel za približno 1000 novih pridobitev, se je verjetno pojavila potreba po boljšem pregledu. Schonlebenov katalog vsebuje približno 2310 knjižnih naslovov. Urejen pa je po abecednem vrstnem redu imen avtorjev. Schonlebenov katalog knjižnice iz leta 1655 je razdeljen na 9 tematskih sklopov, ki mu sledijo indeksi, ki so koristno orodje za iskanje knjig v večji zbirki in neposredno kažejo na dostopnost knjižnice. Schonlebenu bi lahko v podporo k izdelavi kataloga služila biblioteka Selecta jezuita Antonija Posevine, kupljena v letu 1656.
organizacija in sistematizacija znanja, ki jo spodbuja Posevino, osnova jezuitske izobraževalne reforme, ki se osredotoča tudi na aristokrate, je namreč razdelila knjige na teme, ki so razčlenjene na sekcije. Naprimer, pod glavno temo matematiko sta oba umestila knjige o arhitekturi, aritmetiki, geometriji, glasbi in astronomiji. Neznani, najbrž jezuitski avtor je leta 1668 na novo organiziral knjižnico. Knjižnični katalog iz leta 1668 je v velikosti folija in je napisan v 5 veličastnih zvezkih. Vsebuje 3310 naslovov knjig. V prvem delu vsake tematske kategorije so knjige razvrščene po abecednem redu imen avtorjev, v drugem delu pa sledijo kazala, ki so urejena po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Prazne strani, ki se pojavljajo za vsakim tematskim razdelkom, kažejo, da bi katalog iz leta 1668 namenjen tudi beleženju prihodnjih pridobitev. Podobno kot pri Schonlebnovi organizaciji knjižnice, ki je trajala 2 leti, bi lahko na podlagi ex-librisov in opisov katalog sklepali, da je reorganizacija knjižnice trajala od leta 1668 pa vsaj do leta 1671. Vpisi v katalog so bili vsaj enkrat revidirani, saj so bili bodisi popravljeni z grafitom, bodisi so bile knjige označene zvezdico kot manjkajoče. Knjižnica Wolfa Engelberta grofa Auersperga je v svojem največjem dokumentiranem obsegu leta 1678 vsebovala 3852 knjig, kot je razvidno iz zapuščinskega inventarja Janeza Vajkarda. Zapuščinski popis premoženja drugega kneza Ferdinanda je bil sestavljen leta 1707. Sledi reorganizaciji, ki je vzpostavil katalog iz leta 1668, na novo pa v kategorije razvrsti knjige, ki so bile ob popisu izgubljene in pred letom 1707 neinventarizirane. Med neinventariziranimi knjigami je bil tudi Martin Lutherov prevod Biblije v nemščino iz leta 1665. Obstaja več razlogov, zakaj knjige namerno izginejo iz katalogov. To so, da knjige niso bile del glavne reprezentativne zbirke, temveč so se nahajale v priročnih zbirkah. In drug razlog so knjige, ki so bile med cenzuriranimi ali prepovedanimi tiski. Izključitev teh knjig iz uporabnikov prijaznih katalogov je bil za ta čas nastanka kataloga iz leta 1668 običajen. Kot se dodatno zdi, da po letu 1668 niso več sledili urejanju novih knjig v katalogih, bi ti razlogi upravičili veliko število knjig, ki jih v prejšnjih katalogih ni bilo in so jih morali popisati na novo. Dejstvo, da se med temi zvezki ne pojavljajo sodobni knjižnični zvezki, natisnjeni v letih 1680 do 1710, pa bi lahko govorilo tudi o nezanimanju drugega kneza za rast knjižničnega korpusa v Ljubljani. Knjižnični fond so v naslednjem stoletju večkrat preštevali, vendar do 19. stoletja niso naredili nobene nove katalogizacije gradiva, ki bi sledila sočasnim bibliografskim standardom. Leta 1714, po smrti Franca Karla kneza Auersperga, narejen inventar ni vseboval popisa knjig v Ljubljani. Njegov inventar vsebuje zgolj seznam knjig iz Lozensteinleitna, kjer je rezidiral. V naslednjem inventarju iz leta 1762 knjižni katalog zavzema kar 431 strani. Popis sledi katalog iz leta 1668, a ne vsebuje prilog, ki bi pomagale pri iskanju posameznih izvodov. Po vključitvi že omenjenega nemškega prevoda Lutherove Biblije, ta inventar in katalog uvrščata knjigo v prvi teološki sklop, in sicer v prvi podsklop, kjer so bile poleg nje še druge svetopisemske knjige. Inventar je bil narejen na podlagi vezanega delovnega izvoda, ki je v naslednjih 2 stoletjih služil za popisovanje, reorganizacijo in revizije knjig. Ta katalog je prepis reprezentativnega knjižničnega kataloga iz leta 1668, kot to sporoča že naslov. Avtor kataloga ni znan. Tako kot v prejšnjih 3 knjižničnih popisih so knjige razdeljene v 18 vsebinskih sklopov.
S prejšnjimi 3 katalogi se ujemata tudi oblika popisa. Novost je, da so v tem popisu knjige prvič ovrednotene kot predmeti s finančno vrednostjo, saj se ob izvodih pojavi njihova vrednost, ki pa se časovno ne da opredeliti. Ker je bila knjižnica del fideicomisa, je bil knjižnični korpus skrbno nadzorovan. Z izjemo obdobja med letoma 1677 in 1707 je bilo v naslednjih stoletjih le manjše število knjig označeno kot manjkajoče. Vendar so, v nasprotju z željami fideicomisa, knjige in dokumente iz Ljubljane na Dunaj premikali že v začetku 18. stoletja. Zato je bila med drugimi opravljena tudi revizija knjig okrog leta 1800 po smrti Karla Josefa Antona, kneza Auersperga, ko je nastal v uvodu omenjeni Verzeichnis. V knjižnici takrat ni bilo 76 knjig z vseh znanstvenih področji. Ni povsem jasno, kaj se je zgodilo s temi knjigami, ki so bile navedene kot pogrešane. Med manjkajočimi knjigami je bila na primer tudi Hortus Estentensis Basileusa Beslerja, natisnjena v Nurembergu leta 1640, ki bila kasneje znova združena s knjižničnim gradivom, saj je bila prodana leta 1982. Zato je mogoče sklepati, da so vsaj nekatere knjige prenesene na druga Auerspergova posestva. Po podatkih popisa, ki je nastal v 20. letih 19. stoletja, so bile knjige iz knežje zbirke ocenjene na le 1554 guldov. Edwin Henrik Costa je 18. junija 1857 pisal Karlu Williamu, knezu Auerspergu, kjer mu je ponudil priložnost odkupa ljubljanske knjižnice. Historische Verein für Krain je bil namreč zainteresiran za nakup celotne knežje knjižnice. Zgodovinsko društvo bi knjige uredilo na novi lokaciji v ljubljanski licejski knjižnici in jih organiziralo v lastni kategoriji, imenovani po Auerspergih. Kritični članek Coste v Arbeiten zur Bibliographie von Krain und die Bibliotheken Laibachs, ki je opozoril na slabo stanje knjižnice, bi bil lahko posledica zavrnitve. Zdi se, da so k ohranjanju knjižnice v obdobju od leta 1707 do 1860 pripomogli predvsem pritiski strani deželne uprave, ki so lastnikom dali vedeti, da je knjižnica za deželo pomembna. Prej omenjeni prispevek Coste bi lahko spodbudil odločitev za prenovo in reorganizacijo knjižničnega gradiva, ki jo je izvedel Peter Radič. Ta je organiziral knežjo zbirko od približno zgodnjega leta 1860 do najpozneje 1863. Vsako knjigo je opremil z oznako položaja na polici in jih uredil glede na njihov prejšnji položaj. Peter Radič je prepoznal dobro stanje ohranjenosti gledaliških iger v korpusu knjižnice in napisal več prispevkov na temo knjižnice ali knjig. Njegov največji prispevek k zgodovini korpusa pa je nedvomno premik besedil v novo kategorijo, ker je zbral tekste, ki se nanašajo na Auersperge. Desetletje kasneje se je Anton Kasprej leta 1891 srečal s Karlom knezom Auerspergom v hotelu Slon v Ljubljani. Na tem srečanju je Kasprej predstavil zamisel o popisu, knez pa si želel tudi katalogizacije in nove ureditve knjižničnega fonda, ki jo Kasprej začel leto kasneje. Okrog 18. maja leta 1893 je Kasprej dokončal izdelavo listkovnega kataloga. Knezu je v pismu poslal primer Ex Librisa, ki se nahaja pred vami, podjetja Kleinmeier und Bamberg, in ga vprašal tudi, ali se naj tiskani Ex Librisi nahajajo in prelepijo na sprednjo stran ali na notranjo stran sprednje platnice, kar kaže na knezovo vpletenost v projekt. Stroški za približno 4000 natisnjenih Ex Librisov so znašali okrog 15 guldov. Septembra istega leta je za pomočnike pri postavljanju knjig nazaj na police in lepljenju Ex Librisov na notranjo stran sprednjega ovitka zaposlil srednješolce Karla Hinterlechnerja, Rajka Nachtigala in Franca Saleškega Vacla. Skupaj so leto kasneje, 30. septembra 1894, končali z reorganizacijo knjižnice. 4. aprila leta 1895 Ljubljano stresel potres. Po poročanju časopisov so bile med najbolj poškodovanimi stavbami tiste v Gosposki ulici,
kjer se je nahajal tudi knežji dvorec. Stavba knežjega dvorca je bila popolnoma neuporabna, zato je Paul Skuba von Okrog v knjigo gostov knjižnice napisal, da so končali spakiranje knjig v Ljubljani 22. julija 1896. Knjižnico so preselili v Losensteinleiten v Zgornji Avstriji, kjer se je nahajala med poletjem 1897 do najkasneje leta 1952, kot je označeno z zadnjim vpisom v to isto knjigo gostov. Nova organizacija knjižničnega fonda v drugem nadstropju gradu Losensteinleiten je sledila ustaljenemu redu, ki ga je dosegel Anton Kaspre. V knjigi gostov je zapisano, da je na novo reorganizirana knjižnica v Losensteinleitenu do druge svetovne vojne sprejemala številne obiskovalce. V letih po vojni se v knjigi gostov pojavijo zapisi o redkih glasbenih dogodkih, ki so bili pred drugo vojno pestri, dokler se leta 1948 ne pojavi zapis o selitvi družine v Montevideo, glavno mesto Urugvaja. S tem je povezana dokumentacija, ki ohrani spomeniško varstvo na Dunaju. Izvira iz časa po 13. januarju leta 1950, ko je generalni direktor Avstrijske nacionalne knjižnice Josef Stumpfl podpisal izjavo, da Avstrijska nacionalna knjižnica ne nasprotuje izvoznemu dovoljenju za knjižnico. Iz izvoznega dovoljenja je bilo izvzetih 70 zvezkov tiskanih v Avstriji med 16. in 18. stoletjem, ki jih takrat ni bilo med fondi Avstrijske nacionalne knjižnice. Fürstlich Auerspergsche Vermögensverwaltung je nekaj dni kasneje Avstrijsko nacionalno knjižnico poslalo še 189 strani dolg popis knjižničnega fonda. Dne 28. januarja 1950 je Avstrijska nacionalna knjižnica potrdila vrednost Auerspergove knjižnice. Knjižnični fond je bil ocenjen na 80.000 šilingov. Dne 9. marca 1950 je državni konzervator dr. Franz Jurašek iz Linza poslal na spomeniško varstvo na Dunaj dopis o prilogah in izjemah, ki jih je treba navesti pred končnim dovoljenjem za izvoz kulturnih dobrin. Prav tako je dodal, da je treba pred izdajo izvoznega dovoljenja pregledati še tudi 1500 grafičnih listov, ki so se nahajali v knjižnici. Eckhard Knapp iz Albertine je zato aprila leta 1950 pregledal zbirko grafičnih listov, ki je bila tedaj shranjena na Dunaju, in jo ocenil na le 400 šilingov. Spomeniško varstvo tako ni oporekalo izvozu grafične zbirke, prizadevalo pa si je za zaščito knjižnice skupaj z arhivom na gradu Losensteinleiten. Na dan 31. maja 1950 je spomeniško varstvo v nasprotju z odločitvijo Avstrijske nacionalne knjižnice izdalo prepoved izvoza knjižnice, ki je takrat po popisu vsebovala 3054 knjig. Strani spomeniškega varstva je bilo pričakovati, da se bo stranka Prinz Auersperg pritožila, kar se je tudi zgodilo. Spomeniško varstvo je knjižnico Wolfa Engelberta, grofa Auersperga, prepoznalo kot pomemben zgodovinski spomenik iz sredine 17. stoletja, katerega vrednost je bistveno višja, dokler so zvezki shranjeni skupaj. Avstrijska nacionalna knjižnica na zadevo ni gledala enako, saj je menila, da so posamezni zvezki, ki so že v avstrijskih javnih knjižnicah, in dodatek 70 tiskov dovolj za zadovoljitev interesov raziskovalcev. Knjižnični korpus je bilo po besedah Avstrijske nacionalne knjižnice mogoče raziskovati kot celoto na podlagi kataloga. Končna pozitivna odločitev je bila v tem primeru sprejeta na Zveznem ministrstvu za šolstvo, saj se Avstrijska nacionalna knjižnica in spomeniško varstvo nista mogli dogovoriti o pristojnosti. Po pritožbi je bilo nazadnje dokončno dovoljenje za izvoz izdano z odlokom Zveznega ministrstva za šolstvo 25. avgusta leta 1950 z obrazložitvijo, da so interesi družine veliko večji od interesov avstrijskega naroda. Spomeniško varstvo je prepoved izvoza zgodovinske knjižnice odpravilo mesec kasneje. Dovoljenje za izvoz je vzelo 69 edinstvenih knjig, za katere je bil postavljen pogoj, da se jih preda v hrambo Avstrijske nacionalne knjižnice. Knjižnica je bila nazadnje prodana na dražbi pri Sothebyju leta 1982.
Takrat je bilo na dražbi ponujenih 440 lotov. Zdi se, da je bila večina naslovov prodana britanskim trgovcem s knjigami in rokopisi, ki so knjige kupovali v imenu zbirateljev ali pa so želeli razširiti svoje zaloge. Knjige je kupilo 84 različnih kupcev. 9 kupcev je kupilo več kot 10 lotov. Bernard Quaritch iz Londona je kupil 77 knjig. Librerija Antiquaria Mediolanum iz Milana je kupila 24 knjig. Lyon and Turnbull je kupil 22, Hans Peter Kraus, znameniti avstrijski zbiralec, pa 20. Martin Bichler je zapisal, da je David Paisley, specialist za nemške knjige, zaposlen v britanski knjižnici, poskrbel za nakup 4 knjig iz nekdanje Auerspergove knjižnice. Prav te zvezke je na dražbi kupilo podjetje Bernard Quaritch iz Londona. Ocenjene cene posameznih lotov so znašale od 40 do 25 tisoč funtov. Najvišjo ceno sta dosegla lota 68 in 111. Dražba knjižnice je bila uspešna, saj je bilo 59% knjig prodanih nad ocenjeno ceno. 17% knjig pa je bilo prodanih po ocenjeni ceni. Pod ocenjeno ceno je bilo prodanih samo 16% knjig. Končni izkupiček dražbe je tako dosegel 449 890 funtov, vključno z 10% premijo avkcijske hiše, kar je bilo v skladu z oceno. 32 knjig, ki niso bile prodane na dražbi, je bilo prodanih na naslednji dražbi leta 1983. Ta druga prodaja knežje knjižnice Auerspergov se je zgodila v petek 27. maja 1983. Sotheby je prodal zadnjih 111 lotov. Večina od 111 lotov so predstavljene knjige združene v tematske sklope, ki so bili v povprečju ocenjeni na manjše zneske med 200 in 500 funti. Ker se zdi, da je bila pri Sothebyju prodana le tretjina vseh knjig, lahko sklepamo, da so v obdobju po letu 1950 na trg verjetno prišle še preostale knjige. Knjige prodane v 80. letih 20. stoletja se večinoma hranijo v zasebnih zbirkah po svetu, ter se redko pojavljajo na dražbah, ter dosegajo vrednosti od 600 do milijona evrov. Knjižnica Wolfa Engelberta je sledila splošnim trendom glede knjižnih vezav 17. stoletja. Za večje knjige je bil najpogosteje uporabljen preprost bel pergament podprt s kartonom. Medtem ko so manj obširne publikacije običajno v velikosti kvarta, najpogosteje vezane v platnice iz marmoriranega turškega papirja, ki jih lahko podpre papir ali karton. Besedila o smrti različnih posameznikov so vezana v črni papir. V usnje pa so medtem zvezane knjige, ki so ponavadi prišle iz drugih zbirk. Za reprezentativne zvezke je bil najpogosteje uporabljen bel pergament z zlatim ali v redkih primerih srebrnim slepim vtisom, svetlično-geometričnega okrasa ali grba Auerspergov. To so bili običajno zvezki, ki so se tako ali drugače nanašali na Auersperge. Platnice iz žameta so bile rezervirane samo za redke izvode, ponavadi povezane z Janezom Weikardom. Knjigam so bili pogosto dodani tudi svileni trakovi za zapiranje v zeleni, zlati ali beli barvi. Reprezentativnim zvezkom pa so skupne tudi pozlate na robovih. Po podatkih iz vseh knjižničnih katalogov skupaj se je v knjižnici Wolfa Engelberta nahajalo 591 različnih knjig o teologiji. Od tega je bilo 404 knjig natisane v 17. stoletju. Največji del knjig iz teološkega razdelka je prihajal iz Benetk, ki so mu sledile knjige natisane v nemškem cesarstvu. Med zanimivejšimi knjigami v razdelku politika se nahajajo rokopisi in dnevniki, ki jih je napisal Janez Weikart, knez Auersperg. Ti vsebojo zapise iz časa njegovega izobraževanja in služenja cesarstvu. Najdražja knjiga, ki sem jo uspel najti na trgu do sedaj, izvira iz sklopa geografije. Knjiga Del Arcano del Mare se prvič pojavi v Schonlebnovem katalogu med knjigami o matematiki. Ta kopija je bila prodana na dražbi v Londonu v ponedeljek 14. junija 1982 Cliffordu Kingu, londonskemu trgovcu s knjigami. Bila je med dvemi izvodi, ki sta na dražbi dosegla najvišjo ceno. V nasprotju z najvišje ocenjenimi loti na prej omenjeni dražbi
se zdi, da ti niso pritegnili največ pozornosti kupcev. Največ zanimanja je vzbudil zvezek, ki je bil prodan pod številko 416. La gara Alberta Vimina, dramska opera v nemškem in italijanskem jeziku, ki vsebuje 7 zložljivih grafičnih listov, je na dražbi dosegla najvišjo razliko med ceno in oceno. Najzanimivejši od arhitekturnih traktatov, najdeni v knjižnici Wolfa Engelberta, so bili 3 rokopisi Vincenza della Greche, ki je v Rimu poučeval mlade o civilni in vojaški arhitekturi. Prvič so opisani v Schönleibnovem katalogu iz leta 1655. Nahajajo se med knjigami o matematiki. Drugič so omenjeni v katalogu iz leta 1668, takrat že v novem sklopu o arhitekturi. V povezavi s knjižnico Wolfa Engelberta so nazadnje omenjeni v inventarju iz leta 1707, kjer so označeni kot pogrešani. Danes so ohranjene le 4 rokopisne izdaje della Grechovih predavanj. Te predstavljajo pomemben pogled v proučevanje arhitekture v tistem času. Rokopise iz knjižnice Wolfa Engelberta bi lahko datirali med letoma 1636 in pred letom 1655. Ker so ti rokopisi Vincenza della Greche iz zbirke Wolfa Engelberta izgubljeni, lahko le ugibamo, kako so se znašli v njegovi zbirki. Najverjetneje so v Ljubljano prišli bodisi kot del pridobljene izobrazbe med potovanji po Italiji, prek arhitekta povezanega z družino Auersperg, ki se je morda izobraževal v Rimu, bodisi s posredovanjem jezuitom. Koledarji in almanahi iz 17. stoletja so pomembni kot kulturno-zgodovinska dokumentacija vsakdanjega življenja. V knjižnici Wolfa Engelberta se jih je ohranilo kar nekaj. Wolf Engelbert je vsako leto kupoval koledarje pri knjigotržcih Janezu Jakobu Webru in kasneje Juriju Sixtu Schafferju, kar je dokumentirano na različnih računih. Tako je lot številka 285 iz dražbe v letu 1983 vseboval zbirko 124 nemških koledarjev. Večina teh koledarjev iz knjižnice Wolfa Engelberta je bila natisnjena v Nürnbergu ali Augsburgu. Kar nekaj od njih je v 90. letih 20. stoletja kupila Herzog August bibliotek. Ohranili so se tudi tisti koledarji, ki sta jih v celovcu natisnila Georg Kramer in Georg Deterbacher in so posvečeni Wolfu Engelbertu. Ti se danes nahajajo v Haus-Hofenstaatsarchivu na Dunaju. Univerzalne knjižnice 17. stoletja je treba preučiti v povezavi z njihovo družbeno vlogo. Knjižnice niso služile le kot skladišča znanja, temveč tudi kot simboli kulturnega prestiža in intelektualne prefinjenosti, ki so oblikovali dojemanje statusa in identitete. Knjižnico kot zbirko knjig lahko razumemo kot zbirko socialnega kapitala, ki kot institucija spodbuja kulturni kapital njenih lastnikov. Zbiranje knjig v okolju, kjer primanjkuje izobraževalnih ustanov na višji ravni, torej ustvarja kapital na 2 ravneh. Ugled, ki ga spodbuja knjižnica kot institucija, in z vprašanjem omejitve dostopa do virov ustvarja pokroviteljstvo, ki ga podpira dejanje izposoje ali dostopa do gradiva. Knjižnica Wolfa Engelberta je bila tipična baročna knjižnica, namenjena uporabi, kar je razvidno iz različnih zapisov izposoje knjig in katalogov. Posamezniki zbrani okrog knjižnice Wolfa Engelberta, ki so prihajali iz različnih družbenih okolij, so razvili večplasten odnos, ki je vključeval številne vire in za posameznike, ki jih je podpiral Wolf Engelbert, postavil platformo za socialno mobilnost, saj jim je knjižnica omogočila dostop do najnovejših izdaj. Knjižnice izobražencev 16. stoletja, sestavljene iz humanističnih in teoloških knjig, so bile pogosto specializirane glede na poklic njihovih prvih lastnikov in so po njihovih smrti pogosto pristale na trgu. Knjižnice aristokratov imajo po drugi strani običajno neprekinjeno vlogo, saj ostanejo v procesih družine dalj časa, kar je povezano tudi z načelom nedeljivosti premoženja. Različni računi in katalogi jasno kažejo, da je knjižnica Wolfa Engelberta skozi čas nenehno rasla. Vendar je po smrti generacije ustanoviteljev knjižnice število knjig začelo upadati. To nam omogoča edinstven pogled v zaprto celoto zbirke 17. stoletja in hkrati postavlja vprašanje, zakaj knjige po letu 1680 niso bile vključene v večjo aristokratsko knjižnico, kot se je to zgodilo pri drugih visokih aristokratskih rodbinah, kot so na primer Egenberg, Schwarzenberg, Liechtenstein in Esterházy.
Odgovor na to vprašanje bi se lahko skrival v omejitvah Fideikomisa, ki je knjižnico omejil s prostori v Ljubljani. Šele s ponovno ureditvijo gradiva v Lozensteinleitnu je knjižnica zopet dobila svoj nekdanji reprezentativni značaj kot aristokratska baročna knjižnica. Branko Raj pripisuje nastanek knjižnice Wolfa Engelberta grofa Auersperga okusu 17. stoletja. Kot piše, je knjižnica skupaj z zbirko čudes in umetnin tvorila nekakšen muzej, značilen za takratne zbiratelje. Zaključi pa, da knjižnica resnično predstavlja edinstveno celovito zbirko kavalirja 17. stoletja na meji nemškega cesarstva. Glede na primerljive zbirke se zdi, da je bila knjižnica res običajna zbirka kavalirja v nemškem območju, ki je sledila aktualnim tiskom in trendom na knjižnem področju do smrti obeh bratov. Če se ob koncu smem ustaviti še ob prihodnjih raziskavah, zaradi obsežnosti gradiva knjižnice med skoraj 4000 knjigami, največji izziv predstavljajo kvantitativne analize gradiva. Iskanje določenih izvodov še vedno temelji na 350 let starih katalogih. Pri tem je najboljši Schonlebenov katalog, ker vsebuje indekse, ki omogočajo lahko iskanje knjig. Drugo težavo pa predstavlja razdrobitev gradiva, ki je danes v lasti večjih knjižnic po svetu. Sicer je digitalizirano, vendar pa pomanjkanje tega celovitega pregleda otežuje razumevanje knjižnice kot celote. Čeprav so katalogi in inventarji koristen vir o njeni preteklosti, ima delo s katalogi vsekakor svoje omejitve. Ob koncu bi se rad zahvalil še Moniki Deželak-Trojar in historičnemu seminarju SAZU za platformo, kjer sem lahko predstavil ta del svoje raziskave. Hvala.